Živjo, sem Luka in zelo me zanima vrtnarjenje. Letos sem se končno odločil, da bom nekaj pojedel iz lastnega vrta. Kam po nasvete? Pejte z mano v Eurogarden. Živjo. Dober dan. Mene pa zanima, kako začeti, kaj mi priporočate, katera semena za prvo spomladansko zasaditev? Torej, za prve spomladanske setve, za vzgojo lastnih sadik vrtnin, priporočam setve paprik, jajčevcev, feferonov, čilija, na paradižnike pa še nekoliko počakamo. Lahko se pa seveda oskrbimo z vsemi semeni, tudi s solato, kapusnicami, kot je zgodnje zelje. Zelo dolgo časa tudi v bistvu kali kakšna zelena, če jo želimo. Seveda lahko kupimo vsa semena, počakamo pa na tiste ugodne termine, ko bodo razmere za to ugodne. Mi svetujete, katere sorte semen naj kupim? Kar se tiče paprike, je tole Shorrock Shari, to je ena taka lepa rumena babura kot filana paprika. Potem imamo tukaj zelene kakšne solatne paprike in pa tule imamo slonovo uho. Kar se pa paradižnikov tiče, imamo tele jajčaste, potem zelo otroci bodo imeli zelo radi kakšne češnjevce, sladke paradižnike in pa seveda tudi mesnate sorte in pa seveda nepogrešljivi so, če uporabljate za kuhanje kakšne pelate. Kar se pa tiče jajčevcev, je pa tukaj ena zelo dobra sorta, kolikor jih radi jeste. Za prve setve na vrtu je grah, nizek grah. Potem lahko sejemo tudi že kakšno solato za sadike, kapusnice za sadike, recimo zgodno zelje. Tukaj vidimo solata leda, taka tipična glavnata, zelo dobra solata. Potem pa imamo seveda tudi zelje koničasto ali pa v bistvu okroglo zelje. To, kar se tiče semen, verjetno boste potrebovali tudi lončke in pa setvene platoje. Ja, zanima me, katero opremo sploh potrebujem, ker sem čisto nov v tem. Ok, potem pa kar poglejva tukaj le lončke. Se pravi, rabim platojčke, še kaj drugega rabim? Tako, setvene platojčke, ki jih bomo napolnili zemljo in potem v njih posejali. Potem pa seveda rabimo tudi tele, bi rekel, kot neke kultipake, a ne za setev recimo solate ali pa kapusnic. Seje se lahko paradižnikov v večje lončke, seveda lončke imamo tudi manjših dimenzij, tako da v bistvu ali pa so take kvadratasti lončki, potem je to čisti izbira. Tele so za paradižnika, ne, tele pa uporabljamo za kakšne kapusnice. Potem pa predlagam, da si izbereva še ustrezen substrat za setev, ki mora biti seveda pri vseh primernih lastnosti, da se bodo vzgojile res kvalitetne sadike. Kdaj pa je pravi čas? Za setev bi rekel jajčevcev je pravi čas sredina februarja, papriko sejemo v drugi polovici februarja, za paradižnik lahko pa še počakamo, to pa sejemo nekje v začetku marca ali pa prva polovica marca. Greva zdaj še po substrat? Tako, predlagam, da greva še po substrat za setev, se pravi primeren substrat za vzgojo svojih sadik. Super. Katero zemljo mi pa priporočate? Torej, za vzgojo sadik za setev priporočam setveni substrat, ki ima ustrezne fizikalno-kemične lastnosti, zato da ne bo prenamočen in da bodo rastline primerno vzklile in da ne bo prišlo do kakšnih bolezni korenin. Ta substrat ne vsebuje veliko hranil, tako da je v bistvu namenski substrat za vzgojo sejančkov. Takole, zdaj pa predlagam, da greva kar na mesto, kjer bova posejala paprike. Greva. Evo, zdaj bom pa končno imel svoje zelenjavo. A kar zavihava rokave pa se lotva? Kar zavihava in se kar lotiva. No, prvi prekat tega setvenika imava že pripravljeno. Zemljo sva lepo zdrobila, tudi pripravila sva v bistvu za setev semen. Uporabljava pa tale, bi rekel, kot tak mali sejalnik, ki ga lahko tudi kdaj na vrtu uporabljamo. Posejemo pač, kakor se da enakomerno, potem lahko tudi malše. A pri temu sejalniku lahko nastaviš? Lahko nastavimo kalibracijo, to se pravi za drobno pa bolj debelo seme, a ne? In zdaj tukaj je pomembno še nekaj, da je dovolj plitvo. Zdaj bova pa takole seme čisto rahlo prekrila z substratom. Seme mora biti v stiku z vlago.
temperatura kalitve je 25 stopinj. Vse plodovke, paprika, paradižnik in jajčevci kalijo na tej temperaturi. Če rečem kar 25 stopinj, to pomeni, doma damo to nekam nad radiator, da imamo konstantno temperaturo. Pa še nekaj je pomembno, pršimo vedno s pršilko. Se pravi, omočimo ne s kanglico, ampak s pršilko. Zakaj pa? Zato, da je enakomerno zemlja namočena in da spodaj voda ne stoji. Seme mora biti samo v stiku z vlago, čim pa bodo prve rastlince uskalile in se bosta prva klična lista postavila v vodoravni položaj, takrat pa je čas, da jih presadimo. Zdaj govorimo o paprikah in jih presadimo v lončke tega premera 8 cm. Potem pa temperatura mora biti nižja. To se pravi, damo lončke na okensko polico, če imamo doma rastlinjak, damo lončke v rastlinjak. Od pikiranja naprej, se pravi od takrat, ko se postavi v klične liste vodoravni položaj, pa lahko uporabimo tudi kakšno bolj močno zemljo in pa seveda uporabljamo gnojila, ki imajo manj dušika in pa več fosforja, ker fosfor pospešuje razvoj korenin. Mi želimo imeti kakovostne sadike, nepretegnjene sadike, torej to dosežemo samo tako, da imamo ustrezno temperaturo, ne pretoplo, pa ne pretemno, ker v pretoplem pa v pretemnem se bodo sadike pretegnile in taka sadika seveda ni kakovostna. Zalivamo z algami, to so pa rjave morske alge, s tem pa krepimo rastline, zato da bodo rastline imele dobro razvit koreninski sistem, to je zelo važno, in pa da ne bodo pretegnjene, da bo imela paprika recimo samo 4 do 6 listov ob presajanju na vrt ali pa v rastlinjak, enako velja za paradižnik, se pravi kompaktne in nepretegnjene rastline. Kaj je to pritegnjene? Pritegnjeno pomeni, da je bilo premalo svetlobe, da smo preveč gnojili in da je bilo pretoplo. Se pravi, nekako sobna temperatura je idealna. Sobna temperatura, lahko je tudi kaj manj, potem, ko je zunaj že dovolj toplo, lahko sadike v platojčku prenašamo tudi v zunanji prostor, to je pa lahko rastlinjak ali pa kakšen pokrit tunel. Skratka, na ta način sadike utrjujemo, da bodo dejansko kompaktne, kakovostne, nepretegnjene, ko jih bomo sadili v vrt ali pa v rastlinjak. Hvala za vse te nasvete pri vrtnarjenju. Enako želim vam uspešno vrtnarjenje in pa veliko veselja in pa seveda kakovosten in dober pridelek. Hvala, gotovo bo.